V redu, hvala. Bomo kar začeli, da boste imeli res dober razlog, da se nazaj usedete. Mi smo skupaj s soavtorji preučevali vpliv izbora metode na izračun dostopnosti postajališč javnega potniškega prometa. Zdaj, o kakšni metodi govorimo? Čisto enostavno, če rečemo zračna razdalja ali pa razdalja po omrežju pešpoti. Zdaj najprej za uvod nekaj besed o javnem potniškem prometu, zakaj se sploh s tem ukvarjati, zakaj je pomembno. Preveč po mojem ne rabim govoriti, prejšnji teden smo imeli Evropski teden mobilnosti, mislim, da ste vsi konzumirali vse te vsebine. Lahko pa samo rečem, da zakaj pa dostopnost postajališč meriti, pa zato, ker vsako potovanje ali pa večino potovanj se začne doma, ne živimo pa na železniški postaji, vsaj če imamo srečo, ne, no, če tako rečem, in zato moramo priti do postaje najprej. Zdaj, če gledamo, kako se meri kakovost javnega potniškega prometa, zelo poenostavljeno, en od faktorjev je razdalja do postajališča, potem je število voženj na postajališču, hitrost potovanja, razdalja do cilja potovanja, potem lahko gledamo še udobje, ceno, cel kup dejavnikov. Mi se tukaj omejimo na dostopnost postajališč, torej nas potem ne zanima prav zelo, kaj se potem od postajališča naprej dogaja, ampak samo od izvora potovanja do postajališča. Na postajališču pa sicer gledamo frekvenco, torej za nas niso vsa postajališča enakovredna, ampak več možnosti voženj, kot imaš, bolj je to postajališče nekako primerno. Zdaj, seveda nismo prvi, ki smo se s tem začeli ukvarjati, tema je zanimiva, zato so to že drugi počeli. Če v grobem razdelimo na zračno razdaljo pa omrežje pešpoti, je več teh raziskav, Gabrovec sodelavci periodično ponavljajo analize. Leta 2006 je bila po tej metodi recimo tako, da je prvič narejena taka analiza, kar je zelo dobro, ker imamo neko daljše časovno obdobje, lahko neke primerjave potem delamo. Potem 2018, potem še 2022, še zadnja objava, ampak tukaj povsod upoštevanje zračne razdalje in za celo Slovenijo. Zdaj, če pogledamo, kako izgleda zračna razdalja do postajališča, tamle dol imamo železniško postajo in zdaj, če gremo z Zmajem na postajo, je to čisto primerna razdalja in relevantna za nas. Če pa prihajamo peš, potem je pa ta razdalja od zračne do tiste dejanske lahko bistveno drugačna in zato se tudi po omrežju te stvari računa. Tudi to so v bistvu že dolg časa nazaj te prve raziskave bile, predvsem so bile večino te raziskave omejene na neka manjša območja, recimo Kozina za območje Ljubljane, Tiran, Mladenović, Koblar tudi samo za Ljubljano, to spet Ljubljana. Zdaj, zakaj? Težava je v bistvu v tem, da je vsaj v preteklosti veliko težavo predstavljalo, kako omrežje pešpoti zgenerirati, kako ga dobiti. Kasneje bomo povedali, kako smo se mi znajdeli. Zdaj pa, če vemo, da oboje obstajajo pa tudi primerjave med tem, kaj ena metoda da, kaj da druga metoda. Za nas je bolj pomemben iz slovenskega konteksta Kozina, 2010 je za Ljubljano delal analizo. In to je tudi eno od izhodišč bilo, smo rekli, v redu za Ljubljano, zdaj približno vemo, ampak ker pač Slovenija ni samo Ljubljana, dajmo zračunati za celotno Slovenijo, da vidimo, če mogoče so rezultati iz Ljubljane sploh prenosljivi oziroma kakšne so razlike med tem. Če pogledamo zdaj, kako smo se tega lotili, treba z nekimi podatki začeti. Podatki o omrežju smo jih vzeli OpenStreetMap, zato ker so pač podatki kakovostni, na voljo za celo Slovenijo oziroma tudi širše, če potrebuješ. Potem imamo postajališča javnega potniškega prometa s številom voženj, kot sem že omenil, pa hišni naslovi, vključno s podatkom o številu prebivalcev. To pa zaradi tega, da lahko potem kasneje obtežimo recimo večstanovanjske enote, bolj obtežimo kot pa recimo neko individualno poselitev. OpenStreetMap prav posebej ne bom razlagal, upam, da ga bolj kot ne poznate, gre za sodelovalno platformo in se v bistvu vnaša podatke s strani prostovoljcev,
tudi določena podjetja sicer to počnejo, v osnovi pa gre za to, da so podatki v enaki obliki za cel svet zbrani, topološko so urejeni, kar pomeni, da so potem tudi uporabni v raznih programih, ki znajo načrtovati pač razdaljo po omrežju, s tem, ko recimo gospodarska javna infrastruktura, ki jo zagotavlja GURS, ni topološko urejena in niti dodatnih atributov ni, da bi lahko ločil, kje je dovoljena hoja, kje ni dovoljena, in predvsem tudi pešpoti not ni vnešenih, ker gre za kategorizirane ceste. Zato je OpenStreetMap boljši, seveda pa s tem, ker je odprta neuradna evidenca, lahko tudi noter kaj manjka, tega se seveda zavedamo. Te podatke se brezplačno prenese iz neke spletne strani, možnosti je več, ta je najbolj enostavno, GeoFabric, potegneš dol cele podatke za celo Slovenijo in potem s tem naprej operiraš. Zdaj vozni redi, če čisto enostavno pogledamo, imamo medkrajevne avtobuse, železniški potniški promet in potem imamo pač še mestni potniški promet, tukaj jih nekaj naštejem. Bistveno več od tega jih je v Sloveniji, to zbiranje podatkov je bilo razmeroma zahtevno, za kar se kolegom zahvaljujem, da so to delo opravili. Potem pa, ker so postajališča lahko tudi dosti blizu, smo rekli, dajmo neke reprezentativne točke uporabiti in sešteti te vožnje. Zdaj, če gremo zelo hitro čez ta proces, najprej smo vozne rede teh različnih vrst JPP-ja združili, prešteli odhode za posamezno vrsto JPP-ja in potem smo dobili združena recimo mestna postajališča, medkrajevna postajališča. Pri železniških ni bilo treba, zato ker je vedno ena železniška postajališče samo z eno točko označeno, pri avtobusnih imamo pa na vsaki strani ceste ločen centroid. Potem smo pa to združevali do 100 metrov za bližnja postajališča mestnega, do 250 metrov za postajališča medkrajevnega JPP-ja in železniškega, zato da smo potem dobili v končni fazi lokacije in vožnje JPP. Če si na karti pogledamo, imamo tukaj gor različne lokacije pobarvane glede na frekvenco voženj. Ta sloj potem malo bolj poenostavljen, zato ker nimamo recimo 3 ločenih postajališč, ampak imamo samo nek centroid, ki predstavlja skupek vseh voženj na teh postajališčih. Razdaljo smo računali zračno razdaljo najprej, zato da smo lahko sploh primerjali. Tukaj smo sicer ubrali drugačno metodo, kakor večina drugih raziskav, zračunali smo z Distance Matrix dejansko razdaljo, torej dejansko zračno razdaljo, večina prejšnjih raziskav je pa upoštevala vplivno območje, po domače buffer, ampak pri tistem samo veš, da je nekaj znotraj te razdalje, ne veš pa, kakšna dejansko ta razdalja. Torej del podatka s tem ne pridobiš, zato smo uporabili to metodo. Za omrežje smo uporabili OpenStreetMap, kot je bilo omenjeno, in OpenTripPlanner, tudi gre za nek odprtokoden program, ki je sprogramiran zato, da deluje s podatki OpenStreetMap, tako da je pa to zelo enostavno, praktično ne rabiš se s podatki nič ukvarjati, daš noter, razračunaš, pride ven rezultat. Agregiranje smo delali v Postgres, če čisto približno pogledamo, koliko imamo zdaj teh podatkov, približno 5000 smo imeli postajališč oziroma teh postajnih točk, več kot milijon je hišnih naslovov in potem smo računali za vsako postajališče oziroma za vsak hišni naslov je bilo treba do več postajališč gledati, zato ker je treba poiskati postajališče z najboljšo frekvenco znotraj neke razdalje. Tako da potem pridemo na več milijonov teh vrstic, ker v kakem Excelu ali pa že Accessu potem zadeva ne bi več šla čez, tako da smo se potem s Postgresom znajdeli. Tukaj še treba upoštevati, da smo razliko računali za ista postajališča, torej postajališče, ki je od hišnega naslova najbližje po zračni razdalji, smo upoštevali tudi pri izračunu, potem, ko smo delali primerjavo, ko smo delali izračun po omrežju pešpoti. Kljub temu, da je po omrežju pešpoti mogoče neko drugo postajališče bilo bližje od tega, kakor je najbližje po zračni razdalji. Zdaj, ta zadeva je lahko pomembna, no, zato jo treba omeniti, lahko bi tudi ubrali drugače, pa bi vedno upoštevali najkrajše, ampak prenosljivost rezultatov bi bila v tem primeru slabša, ker potem ne bi primerjali za iste pojave
in bi potem ta kompleksnost bila še večja, pa je težje potem na neke druge prostorske pojave to prenesti. Če si pogledamo, kot sem rekel, OpenStreetMap, ne vemo točno, niso uradni podatki, zdaj koliko je to kakovostno, neko analizo smo naredili, upoštevali smo postajališča do 1000 metrov zračne razdalje oziroma hišne naslove do 1000 metrov zračne razdalje od postajališč, od tega skoraj 5000 hišnih številk po omrežju peš poti ni našlo poti, kar pomeni, ali je topološko ni bilo urejeno, ali sploh poti ni narisane, skratka neka napaka je bila. To pomeni 17 000 prebivalcev, ampak to je manj kot 1% vseh teh prebivalcev, tako da na končen rezultat ima nek vpliv, ampak ne bistvenega. Zdaj, ko smo delali za celo Slovenijo, si nismo vzeli časa, da bi to omrežje dopolnjevali, seveda bi bilo tudi to možno. Do 500 metrov, če pogledamo, pa samo za postajališča, ki imajo dobro frekvenco, to se pravi več kot 46 voženj, je pa samo 229 hišnih naslovov manjkalo, predvsem gre tukaj za to, da so ta bolj postajališča z večjo frekvenco ponavadi v mestih, kjer je pa tudi OpenStreetMap baza toliko boljša. Tako da tukaj smo na 0,1% prebivalcev, kar je zanemarljivo potem. Zdaj, rezultati so na različne načine prikazani, ta je direktno primerljiv z preteklimi raziskavami, to se pravi Gabrovec in različni sodelavci, ki so sodelovali z njemu. Če pogledamo zgornjo vrstico, imamo hojo, spodnja vrstica je zračna razdalja. Najprej pogledamo za 500 metrov, vidimo, da se v bistvu največja razlika pri dostopu do postajališč s primerno frekvenco, je največja razlika v tem, koliko delež, za koliko smo v bistvu precenili, ko smo zračno razdaljo upoštevali. In tudi na koncu, recimo, če pogledamo, koliko ljudi nima dostopa do postajališča JPP, recimo lahko se mesto ali pa ministrstvo hvali, ja, pri nas ima pa samo 23% prebivalcev nima postajališča v radiju 500 metrov, kar je sicer res, zelo točen, radij se da do decimalke natančno zračunati in določiti, ampak nam kaj dosti ne pomeni, zato ker ne gremo z zmajem na postajališče. In če gledamo pa, koliko je pa, če upoštevamo razdaljo za hojo, pa potem 42%, kar je pa že kar dosti več prebivalcev, ki pa nima v tej razdalji postajališča. Zdaj za 1000 metrov so razlike malo manjše, enostavno zaradi tega, ker tukaj ne upoštevamo zdaj samo prostorsko kot tako, ampak je potem pomembna še razporeditev hišnih naslovov. In zdaj bližje postajališče je ta gostota poselitve velika, bolj stran, ko greš, manjša je in zato tudi ta vpliv procentualno potem toliko manjši. Zdaj, če s Kozino primerjamo na tak način, kot je on predstavil rezultate, on je pogledal delež prebivalcev, ki so znotraj 500 metrov zračne razdalje, niso pa znotraj 500 metrov razdalje po omrežju peš poti. Zdaj, mi smo prišli do rezultata 24,6%, v Ljubljani je bila pa ta razlika 9%. Mi si to zdaj razlagamo tako, da je v bistvu v Ljubljani večina prebivalcev tako v radiju do 300-400 metrov in če niso blizu te meje razreda, je potem ta vpliv manjši. Potem po nekih drugih naseljih ali pa podeželju je pa večja gostota poselitve, recimo v razdalji od 400 do 600-700 metrov od postajališč in potem te razlike se pač pojavijo. Pri 1000 metrski zračni razdalji je ta razlika manjša, enostavno spet zaradi manjše gostote poselitve v tem večji razdalji od postajališč. Tudi je treba upoštevati, da med 500 pa med 1000 metrskim radijem je razlika v površini faktor 4, ne faktor 2, tako kot imamo pač iz 500 na 1000, tako da že s tem zaobjamemo bistveno večje območje, ne zaobjamemo pa bistveno več prebivalcev. Tukaj smo pa te dejanske razdalje računali, zadnji stolpec je najbolj pomemben, lahko si potem v knjigi pogledate preveč za predstavitev, če poenostavimo, napaka je za tam okrog 2 do 3 minute, razdalja po omrežju je pa daljša za okrog 60% v primerjavi z razdaljo zračno. Zdaj pa, če gledamo za hišne naslove, ki so do 1000 metrov zračne razdalje od postajališč, pa povprečna razdalja znaša okrog 500 metrov do postajališč.
To se mi zdi pomemben podatek, zato ker če samo slišimo 1000 metrov, to je zgornja meja. Imamo pa seveda znotraj tega razporejeno zelo različno lahko. Zdaj na primeru Jesenic si lahko pogledamo, kako izgleda Radij, kako pa izgleda recimo v dosti skrajnem primeru lahko dolga pot do tega istega postajališča. Tukaj je vmes železnica in to pač seveda pomeni, da je treba iti daleč okrog. Nekaj pomanjkljivosti ima seveda ta metoda, računsko je bolj zahtevna od zračne razdalje. Novo spremenljivko dodajamo, tako da je težje primerjati s starimi rezultati. Enostavno, če omrežje OpenStreetMap spremenimo, dopolnimo, bo to vplivalo na rezultate, ne glede na to, ali se bo javni potniški promet spremenil. Pomanjkljivosti v omrežju, kot sem jih omenil, ne upošteva semaforjev, naklona, recimo, če prideš na takle križišče, to lahko traja 3 minute, da prideš 40 metrov daleč. Zdaj si rečete, ja super, JPP, to ste zračunali, ampak kaj zdaj za mene to pomeni? Neka prenosljivost obstaja. Zdaj dostopnost lahko računamo tudi do šol, vrtcev, zelenih površin, trgovin. Lahko tudi umerimo rezultate starejših študij, enostavno nek faktor zračunamo, rečemo, ok, če je bilo toliko zračne, dejansko pa recimo približno toliko, to se pravi z nekim koeficientom bi to poračunali. Zdaj pa vemo, koliko so ljudje daleč. Težava je pa v tem, da ne vemo, ali so pripravljeni sploh iti tako daleč do postajališča. To bi bilo treba za Slovenijo še raziskati, za Ljubljano je bilo to narejeno. Na druge načine potovanj, to se pravi tudi s kolesom se da na postajališče javnega potniškega prometa priti, ali pa tudi druge cilje potovanj, kakor je bilo prej omenjeno. Tako kakor večina prejšnjih nismo to delali za hobi, ampak so nam nekateri to plačali, da smo lahko v službi te stvari počeli, spodaj si lahko preberete, pa sodelavce imate tukaj naštete, tako da lahko tudi njih kontaktirate, če vas kaj zanima. Hvala.